Seveda obstajajo bolj udobni avtomobili, jih pa ni veliko. Audijeva admiralska ladja A8 namreč ponuja več udobja kot povprečna zofa, ki jo imamo doma. Celo ta krajša izvedenka, ki je dejansko namenjena vozniku in zato je tamle spredaj udobja še več in sedež zna celo masirati. Ampak Kitajci radi posegajo po daljši izvedenki L, najbrž zato, da potem s svojimi mini nožicami lahko tule delajo prevale. Mislim, kot da v tem avtomobilu ni dovolj prostora. Še klimo si lahko nastavim. Ej, do Bernardina me pelji, prav? Odpiranje vrat pa očitno ni v ceni. Tole ni povsem novi A8, ampak so ga samo malce osvežili, da bo lažje držal korak s tekmeci, predvsem s povsem novim Mercedes-Benzom S, ki je verjetno še bolj nabit z opremo, s takšno opremo, ki bo v kakšnem Golfu na voljo šele čez 10 let. Navzven se A8 ni kaj dosti spremenil in to se mi zdi dejansko še največja hiba. Od zunaj izgleda kot raztegnjeni A4, je pa od njega vsaj tale 100 tisočakov dražji. Sam vem, da bi za plačan znesek hotel malce več ekskluzive. No, nekaj se je s prenovo vseeno zgodilo. Tile žarometi za doplačilo seveda. Pravijo jim Audi Matrix LED, sestojijo pa iz grozda posameznih močnih ledic, ki se lahko posamično ugašajo ali prižigajo in spreminjajo smer. Ko kamera zazna avto, dejansko do 8 različnih avtomobilov, lahko posamezno ledico ugasne ali pa zatemni in ne boste zaslepili nikogar. A ja, in smerniki so animirani, gledajte to. Ti so dejansko navdušili največ ljudi. Znotraj dejansko ni sprememb, ker niti niso bile potrebne in še vedno je prva stvar, ki jo najprej opaziš, ta ogromna prestavna ročica naravnost iz križarke in pa seveda udobje. Temu avtomobilu pri udobju skoraj da ni para. Vse je izdelano vrhunsko, tale masaža je res prava masaža in ne neko brezvezno vibriranje kot pri ostalih avtomobilih, ki ponujajo masažo. Ta zaslon je velik in vse skupaj deluje zelo pregledno. Edino, kar vsaj malo nakazuje, da A8 ni čisto svež, je tale vmesnik MMI, ki deluje okorno v primerjavi s konkurenco. Sicer pa je tole 5-zvezdični rezort. Kot je od take ladje pričakovati, se A8 vozi precej odtujeno. Pristnega občutka zaradi vse te elektronike niti ni, je pa lega na cesti dejansko vrhunska, predvsem na račun doplačljivega zračnega blaženja. To je bolj športno naravnano od klasičnega, zato morda za njegovo doplačilo niti ne vidim smisla. Mislim, kdo pa se bo za A8 podil po ovinkih? A ja, no in sedaj ima A8 lahko celo pomoč pri ohranjanju voznega pasu, pomoč pri parkiranju in projekcijski zaslon. Ampak ne tale. Ima pa tale pod pokrovom najšibkejši motor v ponudbi, takšnega lahko najdete recimo tudi pri Audiju A4. 3-litrski 6-valjni TDI ponuja 190 kW moči oziroma 258 konjev in 550 Nm navora. Kaj ne rečem, super potegne, ker je navora res veliko in ker je ta 8-stopenjski menjalnik tako hiter. Ne bo pa vas ekstremno zalepil v sedež, ker je avtomobil velik in težak. Vseeno pa nam je na testu pil samo 7 litrov, kar je skoraj da neverjetno in seveda zelo pohvalno. Torej, cena. Za osnovnega boste odšteli vsaj 90 tisoč evrov, za točno takšnega pa 131. Kakovosti seveda ne moremo porekati, se mi pa zdi, da kupci pri vrednostih nad 100 tisoč evrov želijo biti opaženi in za kaj takšnega je A8 preveč zadržan. Je pa po drugi strani fin za tiste, ki bi želeli ostati diskretni, recimo za naše tajkunske politike.